No, pa si poglejmo nekaj res zanimivega. Ste si kdaj predstavljali mesto, ki so ga v celoti zasnovali gamerji? Danes se bomo potopili v svet, kjer se meje med fikcijo in resničnostjo povsem zabrišejo in se rojeva ena res neverjetna vizija mesta prihodnosti. Ampak pozor, ne govorimo samo o betonu in jeklu, ampak o živem organizmu, ki ga poganjajo domišljija, narava in seveda tehnologija. In to je v bistvu tisto osrednje vprašanje, ki nas bo vodilo. Kaj bi se zgodilo, če bi naša mesta delovala po principih najboljših videoiger? Samo pomislite, urbano okolje, kjer je vsak dan neka nova pustolovščina in je vsak izziv priložnost za junaško dejanje. To ni samo fantazija, to je svet, ki ga bomo danes podrobneje raziskali. Ključna beseda za to celotno vizijo je protopija. In kaj to sploh je? To ni tista popolna statična utopija, ki jo morda poznamo iz knjig. To je koncept mesta, ki nehano raste, se uči in se izboljšuje, skoraj kot nek živ organizem. Torej, ne gre za nek končni cilj, ampak za nehan, stalen proces izboljševanja. Poglejmo, odkot sploh izvira ta precej drzna ideja. Veste, vsaka velika vizija ima svoje korenine in te segajo globoko, res globoko v svet znanstvene fantastike. Dva velikana sta še posebej vplivala na ta načrt, seveda Vojna zvezd in Zvezdne steze. Kar je pri tem res fascinantno, je ta sinteza. Predstavljate si, da vzamemo tisto neverjetno urbano gostoto Coruscanta, ampak jo popolnoma očistimo onesnaženja in napolnimo z vertikalnimi gozdovi. In temu potem dodamo še modularno zasnovo Yorktowna, kjer se skupnosti lahko, praktično sestavljajo, kot v Minecraftu. In kaj dobimo? Trajnostno in neverjetno prilagodljivo metropolo. To nas pripelje do stižišča dveh zelo močnih vizij prihodnosti. Na eni strani imamo tisti temačen, deževni, neonski svet cyberpunka. Na drugi strani pa soncem obsjajen solarpunk, ki slavi harmonijo med tehnologijo, naravo in skupnostjo. No, to mesto si ne izbere samo ene ali druge, ampak ju združi. Neonske luči plešajo v sožitju z bujnimi vertikalnimi vrtovi. Spomnimo se še enkrat tistega ključnega izraza – protopija. Ne gre za to, da bi dosegli neko popolnost, ampak za nenehen proces. Mesto je v stalni evoluciji, uči se od ljudi, ki živijo v njem in optimizira vire v realnem času. Je dinamično, prilagodljivo in, resnično organsko. Vsako veliko mesto potrebuje srce, ki ga poganja. In v tem primeru je to srce nekaj prav posebnega. Akademija superjunakov. Ampak ne si predstavljati klasične univerze. To je epicenter ustvarjalnosti, kjer se rojevajo junaki digitalne dobe. Ta citat iz izvornega gradiva res popolnoma zadene bistvo. Ne gre za nek navaden delovni prostor, gre za akademijo, kjer se mladi talenti, koderji, oblikovalci, umetniki učijo, kako uporabiti svoje supermoči za gradnjo boljšega sveta. In tale struktura je genialna. Kampus je zasnovan vertikalno, čisto spodaj v podzemlju potekajo fizični treningi v navidezni resničnosti. Srednje ravni so odprti sodelovalni prostori namenjeni ustvarjanju idej, zgornje ravni pa ponujajo mir in osredotočenost, zraven pa še osupljiv razgled. Dobro, ampak kako pa ti prostori izgledajo od znotraj? Stopimo v tole igrišče za ustvarjalce. To niso neke klasične, dolgočasne pisarne, ampak dinamična okolja, zasnovana tako, da spodbujajo inovacije na čisto vsakem koraku. In ta vizija ni kar tako iz trte zvita. V bistvu črpa navdih iz najboljših praks resničnega sveta, iz tehnične odličnosti MIT-ja, pripovedovalske magije Disneya in Pixarja, pa tudi iz epskega oblikovanja svetov, po katerem je znan studio 343 Industries, ki stoji za igro Halo. Pisarne prihodnosti so prilagodljive. Pozabite na tiste klasične kocke. Predstavljajte si delovni prostor, ki se kot nekakšen kokon zapre, ko potrebujete popolno osredotočenost in se nato spet odpre za sodelovanje. In vizija gre še dlje, saj omenja povezovanje prek nevronskih vmesnikov. To je tehnologija, ki bi omogočila neposredno izmenjavo idej med člani ekipe. Tukaj pa se zgodi tista prava čarovnja, kjer se ideje prelevijo v resničnost. V teh laboratorijih ekipe gradijo fizične modele, izskanirajo navidezno resničnost in potem testirajo koncepte v polnem merilu, kot bi imeli nek ogromen peskovnik za preizkušanje prihodnosti. V redu, ampak kako se vse te inovacije iz kampusa potem prelijajo v vsakdanje življenje celotnega mesta? To je namreč ključna povezava med ustvarjalnim jedrom in celotno družbo.
In tukaj je tisti genialni preobrat. Inovacije se prelijajo v družbo. Problemi se ne rešujejo s kaznimi, ampak z igro. Družbeni izzivi postanejo misije. Namesto da bi nekdo dobil globo za onesnaževanje, mesto organizira tekmovanje v čiščenju reke. Skrb za skupnost tako postane vznemirljiv quest, za katerega prejmete nagrado. In kaj sploh omogoča takšno družbo? No, vse to stoji na temeljih obilja. Gospodarstvo temelji na univerzalnem temeljnem dohodku, ki ga ustvarja avtomatizacija, in to ljudi osvobodi za ustvarjalno delo. Upravljanje ni v rokah peščice, ampak poteka decentralizirano preko digitalnih organizacij. Zdravje pa zagotavljajo tehnologije, kot so medicinski nanoboti, ki bi lahko popravljali celice v telesu. Ko se počasi bližamo koncu, je res pomembno razumeti eno stvar. Vse to ni samo neka fantazija, gre za premišljen koncept, ki služi kot možen načrt, kot prototip za našo prihodnost. In morda je to tista ključna misel, ki jo velja odnesi s sabo. Vsaka velika stvar na tem svetu se je začela kot ideja, kot nek prototip. In ta vizija nas vabi, da ne čakamo pasivno na prihodnost, temveč da jo aktivno začnemo graditi. Že danes. In to je vprašanje, s katerim zaključujemo. V resnici ne gre za to, ali je takšen svet tehnično mogoč. Vprašanje je, ali smo mi, kot ustvarjalci, misleci, prebivalci, pripravljeni sprejeti ta izziv. Torej smo pripravljeni začeti graditi.